Policija oziroma predvsem kriminalistična služba in je naš ključni partner pri vsakodnevnem delu. Tukaj sodelovanje je relativno dobro, lahko bi bilo še boljše, na tem smo se danes iskreno pogovorili in bomo te pogovore nadaljevali, ampak na bolj operativni ravni. Ministrstvo za notranje zadeve je nosilec Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije. Zato je primerno, da tudi prvo je seznanjeno z našimi predlogi za njegove spremembe. Komisija je z zakonom dobila pristojnosti na tem področju, tudi opravila nadzor nad premoženjskim stanjem slovenskega političnega vrha, če lahko tako rečem, torej predsednikov političnih strank. Je pa v zakonu še nekaj lukenj, ki jih je treba zamašiti. Predvsem je potrebno zagotoviti možnost komisije, da nadzira tudi premoženje in bančne račune funkcionarjev in drugih zavezancev v tujini, da pod določenimi pogoji razširi svoj nadzor tudi na družinske člane funkcionarjev in na pravne osebe, ki so povezane s funkcionarji. To pomeni, da noben funkcionar ne bi mogel skrivati svojega premoženja. V osnovi pa imamo skupni cilj, torej zagotoviti čim višjo stopnjo integritete v politiki in v javnem sektorju nasploh in pa zagotoviti čim bolj profesionalen in učinkovit boj proti gospodarskemu kriminalu in korupciji. Če se bo 90% tega realiziralo, kar smo se danes zmenili, tam za kavo.